SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v novem SBC-vem podcastu. Danes bo govora o tako imenovani davčni reformi, ki jo je vlada Roberta Goloba in seveda finančni minister napovedovali že na začetku mandata, pa zdaj teče drugo leto in ko smo dobili nekaj teh davčnih sprememb, smo lahko ugotovili, da to ni davčna reforma in da morda pravzaprav čisto iskrena tudi ne vpliva prav na zdravje slovenskih javnih financ. In ker smo vendarle v klubu slovenskih podjetnikov, gospodarstvo vedno najbolj zanima pozitivno ali pa vsaj tako davčno okolje, kjer se davki vendarle ne spreminjajo vsako leto. V studiu imam dva gosta, ki bosta na to temo lahko marsikaj povedala. Na moji desni sedi Davorin Kračun, šef fiskalnega sveta, lahko rečemo nekakšen varuh slovenskih javnih financ ali pa vsaj zdravja le-teh. Pozdravljeni. In pa Ivan Simič, nekdanji šef Fursa, davčni svetovalec, davčni strokovnjak in lep pozdrav. Pozdravljeni. Ja, Saj tema je zelo enostavna, davčna reforma, ampak ali lahko temu, kar je predstavil minister Boštjančič, res rečemo davčna reforma? To je z vidika učinka na javne finance, pravzaprav ne vidimo kaj posebnega, zato ker učinek, vse tako računamo, naj bi bil okrog 7 milijonov evrov, ukolikor bi pa bil uveljavljen tudi davek na alkoholne pijače, bi pa to predstavljalo okrog 20 milijonov evrov, kar je seveda minimalno. Glede nekaterih drugih učinkov pa je tako, mi ne vemo, kako bodo spremenili obnašanje davkoplačevalcev. Zato, ker če se spremeni sistem obdavčitve, se lahko spremeni tudi obnašanje davkoplačevalcev, njihovo trošenje in zaradi tega je seveda treba uporabiti kakšne modele in predvideti vse ostalo, celo verigo, dinamični vidik, kako bo to vplivalo na javne finance. Gospod Simič, veste, kakšne so bile seveda obljube pred nastopom te Golobove vlade in dejstvo je tudi, da verjetno davčno reformo vendarle potrebujemo tako, kot so jo napovedovali, to je razbremenitev plač, pa razbremenitev gospodarstva. Zdaj smo pa dobili obdavčitev sladkih pijač, pa znižano stopnjo za normirance. Kako bi temu rekli? Torej, prvo, to ni davčna reforma, drugo, v tej spremembah davčnih zakonov, ki se jih pripravljajo, nenehno govorijo, da bodo povečali konkurenčnost gospodarstva. Ne? S tem, ko smo slišali, da 7 milijonov ali pa 20 milijonov, to so, bom rekel, zanemarljive številke. Vkolikor so oni obljubili razbremenitev gospodarstva pa razbremenitev zavezancev, bi morali pripraviti reformo predvsem celovito, ne parcialno. Torej, to je za neko flikanje nekih zadev. Mora biti celovita reforma in jaz si že od začetka, odkar so prišli na oblast, jim govorim, kako to morajo narediti. Torej, moraš formirati neko ekipo, menjati vse zakone, torej vseh zakonih pripraviti. Ne vem, če ste šli gledati zakon o davčnem postopku, eni členi so že številčeni A, B, C, D in so že prišli na drugi krog, pomeni, že imamo člen AA, ne? In tako naprej. Pomeni, predlagam tudi preštevilčenje členov, uskladitev zakona, spremembo, bom rekel, vseh teh dejstev in enostavno očitno ali to ne znajo ali pa ne želijo. Res so se dolg časa pripravljali, jaz sem nekajkrat rekel, da tudi ne znajo uporabiti pravilnega davčnega marketinga, ne? Ker recimo takrat, ko so govorili, da bodo zdaj neto dohodki, ne? In da bo šla prehrana in prevoz not, jaz se takrat nisem razburjal, zato ker je minister rekel, da bo splošna olajšava 8,000 in to vse pokriješ. Ne. Zato tega pravim, da jim to manjka in škoda, da to ne znajo narediti. Nenehno so nas držali v neki tenziji, ne, da se bo nekaj zgodilo, tako kot že zdaj minister napoveduje do konca leta. Sem ni povedal, do katerega. Ne. Ker če so to pripravili 2 leti pa pol do konca leta, je pa še 3 mesece nemogoče, da pripravijo drugi paket neke davčne reforme, tako da bomo lahko se v nadaljevanju pogovarjali o teh spremembah, ampak nesporno to ni davčna reforma. Seveda smo v studio povabili tako finančnega ministra, kot tudi gospodarskega ministra, ker vendarle naj bi šla vsaj ta dva ministra z roko v roki, ko gre za davčne spremembe, pa so se odločili na obeh ministrstvih, da dokler ne bo tega drugega paketa, raje ne bi en drugemu skakali v zelje s kakšnimi pripombami, ker smo že tukaj videli, ne, da je bil na primer SD ali pa gospodarski minister zelo zadržan do nekaterih sprememb. Ampak tukaj bi jaz sam povedal, torej, to je njuna dolžnost. Ona dva bi morala priti, predstaviti in povedati. Ti se ne moreš skrivati pa reči, bom počakal na drugi paket. Ja, drugi paket bo sprejet, bo takrat prišel ven, če bo prišel. Takrat, ko bo ta že sprejet, mi hočemo slišati, kaj so pri tem misli, kje so pripravljeni narediti odstopanja, ker, kolikor vem, sta ona dva v navzkrižju pri 2 zadevah, ki pa recimo
vse dajo rešiti. Gospod Kračun, pa če se morda zdaj obrnemo na stanje slovenskih javnih financ. Ravno včeraj je Fiskalni svet govoril tudi o zdravju slovenskih javnih financ. Torej, kje je v tem trenutku naša država, potem bomo pa iskali davčne prilive, ki bi lahko pomagali. Tako bi opredelil kratkoročno, sicer nismo soočeni s kakšnimi posebnimi težavami glede vzdržnosti javnih financ. Torej, tako je in glavni problemi so nekoliko pomaknjeni v prihodnost zaradi staranja prebivalstva in zaradi tega, ker bo seveda treba proces staranja prebivalstva tudi fiskalno spremljati. In na področju zdravstva, na področju pokojnin. Vidimo pa seveda, da kljub tej opredelitvi, ki se nanaša na javni dolg, ki je seveda pod povprečjem Evropske unije, čeprav nekoliko iznad teh maastrichtskih 60%. Kljub temu pa opažamo tudi kratkoročne nekatere tendence, za katere bi nas lahko skrbelo. Recimo, res je, da bo primanjkljaj manjši, kot je napovedan. In to je bolj problem fiskalnega načrtovanja. Res pa je tudi, da se izdatki, takrat, ko očistimo vseh teh enkratnih vplivov pa intervencijskih ukrepov, pa se ti očiščeni izdatki pa kažejo dokaj visoko in tudi povečujočo se stopnjo rasti, kar seveda kaže na trend, da se soočamo z vedno večjimi tveganji tudi tekočega obvladovanja javnih financ. Namreč v času korone je bilo sprejeto precej ukrepov za blaženje situacije, ki so bili lahko tudi logični, smiselni, ampak marsikatero teh ukrepov je pustil posledice oziroma je obdržal obveznost države tudi za prihodnja leta na področju pokojnin, na področju nekaterih plač, pa tudi percepcija mnogih interesnih skupin je bila, da so v obdobju koronskih ukrepov pač dosegli boljšo pozicijo in da je to pozicijo treba ohraniti, in tako vidimo tudi različne grožnje z stavkami tudi tam, na področjih, kjer etično niso primerne. Tako da če ugotavljamo, da bo primanjkljaj letos verjetno manjši kot napovedan, to seveda ne pomeni, da smo lahko situacijo zadovoljni. Pod to površino se skrivajo mnogi problemi, razen tega. Glede na to, da smo doslej imeli sorazmerno konjunkturo, visoko, skoraj rekordno visoko stopnjo zaposlenosti, pa kljub tem visokim javnofinančnim prihodkom še vedno beležimo primanjkljaj, to je zadeva, ki lahko skrbi, kajti pojavljajo se že znaki recesije, kar seveda pomeni, da bo to poleg gospodarskih problemov, ki jih to prinaša, tudi močno zaostrilo problem javnih financ. Javne finance se bodo zagotovo še precej bolj porabljale, ko bodo končana pogajanja za plače. Zdaj tečejo ta predolga pogajanja. Zato bi vas morda, gospod Simič, vprašal, ko bo vlada vendarle sklenila, vsaj upam, neke sporazume z šolniki, z javnim sektorjem, ali ni takrat zadnji čas, da imaš ti tudi dobre odnose z gospodarstvom, ki pa vendarle polnijo blagajno državno za to, da lahko tudi ta aparat funkcionira? Se pravi, zdaj spet trkam na tisto obljubo od Goloba in od Boštjančiča, poskrbeli bomo, da bo gospodarstvo imelo vendarle malce bolj ugodne razmere za delo, da boste lahko več prispevali v državno blagajno, potem bodo pa tudi v javnem sektorju lažje imeli višje plače, ker tam hitro rastejo ali pa še bodo, medtem ko gospodarstvo pa ne. Torej, koliko sem zasledil, naj bi ta nov plačni sistem veljal leta 2026, ne? Nekaj takega. 26 pomeni, če bo veljal takrat, do takrat imajo še čas, da pripravijo neko davčno reformo, če bodo šli z istim tempom, ne bodo, drugače čas še imajo, da nekaj naredijo, ampak veste, gospodarstvo daje že maksimum. Veste, ne vem, kje bodo gospodarstvo še dodatno vzeli, bom rekel, mi smo že tako obdavčeni s prispevki, imamo socialno kapico, nimamo socialne kapice, imamo jih samo pri SP-jih in vse to so zadeve, ki nas postavljajo v neki krog, med najbolj obdavčenimi, in zaradi tega mnogi tuji vlagatelji izbirajo druge države, ne Slovenijo. Tu pa tam pride kakšen, ampak po nekaj par letih, ko ugotovi, kako je pri nas, gre pač dol proti jugu. In zaradi tega jaz
pričakujem, ne vem, kaj se bo zgodilo, a bo večji primanjkljaj ali ne bo, ampak to, kar sem zdaj poslušal, ko je povedal dr. Kračun, primanjkljaj bo manjši, kot je bilo pričakovano. Ne. To je najlepše, napoveš velik primanjkljaj, potem imaš manjši primanjkljaj in vsi so na koncu veseli, da je primanjkljaj manjši, čeprav je primanjkljaj. In normalno, tiste plače, kot sem jaz bral in poslušal, bo cirka 1,3 milijarde, bo šlo za te povečane plače, pomeni, da to je pol še dodatno in to moraš nekje dobiti, ne vem pa kje. Ker mi smo zdaj, res da, torej vsako leto se pobere več davka, ne glede kaj se dogaja, razen v tistih časih, ko je bila korona. In pri koroni žal nisem nikjer zasledil pri korona ukrepih, koliko zavezancev je vrnilo denar, ko so dobili korona pomoč, kajti finančna uprava je tukaj dokaj aktivna in zahteva vračila korona pomoči v tisti, ki so pač poslovali bolj ugodno, kot je bilo predvideno zakonom, in tistih 10 oziroma 20% paca. Tako da to je treba še videti. Rekli ste, in to je res, rekordna zaposlenost in rekordna nizka brezposelnost, to seveda pozitivno vpliva na vse skupaj. Koliko je tu torej rezerve? Če smo še 3-4 leta nazaj govorili o kakšnih 10 tisoč več brezposelnih, to praktično 3-krat stane državo, ne dela socialni prispevki in še nič ne prispeva, je zdaj to seveda zelo ugodno, pa ste rekli, ampak se pa ne pozna. Ne? Teoretično vzeto bi zdaj morala država ustvarjati presežek, ravno zaradi konjunkture, ker ta pa ne bo večno trajala in ko gre navzdol, bodo seveda potrebe večje, kajti ko gre konjunktura navzdol, takrat se tudi poveča brezposelnost, takrat se povečajo socialni transferi. To pomeni, da je ta vpliv na javno porabo in na primanjkljaj takrat akceleriran. In zato je to problem. Seveda ni samo problem pri načrtovanju, problem so vse pravice porabe, ki so bile v preteklih letih podeljene in kjer bo treba pač počasi tudi ugotoviti, kaj so prioritete in ustrezno tudi prestrukturirati sistem javne porabe. Ta nov sistem fiskalnih pravil bo temeljil na 4 do 7 letni trajektoriji, ki bo predvidela sicer rast javne porabe, ampak v okvirih rasti gospodarskega potenciala. To pomeni, da pri Sloveniji lahko računamo, da če gledamo na ta sistem, da bo možna rast javne porabe tam nekje 2 do 3% na leto. Ampak zaenkrat Ministrstvo za finance še ni objavilo te trajektorije, recimo edina evropska država, kjer je fiskalni svet imel dovolj podatkov, da to objavi, je Avstrija, tako da za Avstrijo približno vemo, kako se bo gibalo, za Slovenijo nažalost še ne. No, ampak to bo pomenilo, da je začrtana dolgoročna rast porabe in k temu je potrebno tudi prilagoditi celotno politiko. Mi potem v tem okviru vemo, koliko si lahko privoščimo in pa seveda upoštevati pa je treba tudi rezerve za takrat, kadar zaradi poslabšane konjunkture javnofinančni prihodki ne bodo omogočali takšne rasti, bo treba seveda z rezervami vendarle vzdrževati stabilnost. Ko ste bili šef finančne uprave Fursa, takrat ste imeli veliko stika tudi s finančnim ministrom, takratnim, zdaj verjamem, da nista prav veliko z aktualnim v navezi ali vendarle kaj govorite? Bolj tako v napetih odnos. No, zato zdaj vprašanje, kot šef Fursa, kaj je bilo tisto, ko ste tudi na Fursu videli in skupaj s finančnim ministrom ugotavljali, kje pa je še možnost, da ti pravično pobereš davke, to je pač taka beseda, ki ni morda prav priljubljena, se pravi, kje pa je tisto, kjer pa lahko davčno blagajno vendarle polniš, ne vedno na račun tisti, ki že zdaj največ dajo. Glejte, največ prenese DDV, kakorkoli obrnemo, DDV prenese 1 odstotna točka, mislim, da je 500 milijonov, če je 22 zdaj polna. In jaz sem bil že zagovornik v preteklosti, že leta 2012, da povečamo DDV iz 20 na 22, celo v poročilu fiskalnega sveta iz 2011 imate ta moj predlog, zato ker je boljš povečati DDV in potem dati olajšave na davku dohodka pravnih oseb, na dohodnini in tudi na prispevki, ker to se lahko pokrije. Ker vi ne morete zmanjšati prispevke, pa reči, veste kaj, zdaj bomo zmanjšali prispevke in to bo dovolj. Ne bo dovolj, ker prispevki pomenijo manj priliva v zdravstvo pa v pokojninsko blagajno, potem moraš nekje vzeti, vzameš pa potem iz dohodnine ali pa ne vem odkodarkoli. In zato jaz pravim, da
in tudi zmanjšanje prispevkov lahko potegne za sabo zmanjšanje pravic, se bodo ljudje s tem strinjali. Zato ni to tako enostavna zadeva, kot nekateri pravijo. Kar se pa tiče samih prilivov, torej vemo, DDV je največji, potem pride dohodnina, davek od dohodka, odvisno od uspešnosti poslovanja podjetij. Normalno socialni prispevki so razred za sebe, ker pokrijejo skoraj polovico in to je to. Vse ostalo, veste, davek na premoženje, to so minimalni, to, kar želijo uvesti in kar nameravajo, kar nenehno govorijo. Ne. Ampak mi že danes poberemo z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, pa z davkom na premoženje določeno količino denarja, ki ni tako velika. In tudi, če bi uvedli novi davek, ne bi bilo kaj dosti. Zaradi tega jaz ne vidim kakšnih rezerv, razen tega, da je gospodarska rast in da se prihodki povečujejo. In tudi, ko sem prej povedal, če greste gledati vsa letna poročila Fursa, boste videli, da prihodki nenehno rastejo, kar je normalno, ne glede kdo je. Kaj narediti več? Torej, predvsem mogoče delati tudi na morali, torej, da zavezanci vejo, ampak danes že velika večina zavezancev meni, lahko govorijo o 95% plačujejo davke pravilno. Finančna uprava se ukvarja s tistimi odstotki, ki ne plačujejo, ki mogoče ne vejo, to je pa tistih 5%, ampak tudi teh je veliko in glede na število zaposlenih v finančni upravi, glede na število inšpektorjev, jih je še zmeraj premalo, da bi lahko vse prekontrolirali. Saj sem vas hotel tja peljati, pa ste tudi sami že omenili, ko smo dobili to novo vlado, je bilo govora o davku na nepremičnine, da to pa bo vendarle ta vlada uredila, pa vemo, da to ni prva vlada, ki je to obljubila, pa verjetno tudi ne bo prva, ki tega ne bo naredila, ker to je v Sloveniji nekaj takega. Če bi davek na premičnine ta vlada vendarle izpeljala do konca svojega mandata, kakšna je to torej razlika? Koliko bi se pa to poznalo? Ne, razlike, jaz pravim, če ti hočeš nekaj uvesti, razlike ne sme biti. Torej, vse v prvem letu ne sme biti razlika, zato ker bodo ljudje reagirali. In to je bilo pretakniti, da je bila, kjera vlada je bila, Alenke Bratušek, kjer je delala, ko so takrat hoteli uvesti, ker so imeli 0,7, pa 1%, pa tako naprej. Jaz pravim, da je to preveč. Oni, če bi hoteli uvesti davek na nepremičnine, bi ga morali tako uvesti, prvo, da vse občine imajo NUSZ in pa davek na premoženje, in potem, ko ga uvedeš, bi ga uvedel na ta način, da bi bil približno identičen znesek, kot plačuje sedaj ta dva davka. Potem pa prepustiti občinam in vsem, da lahko prilagajajo, kajti mi danes opažamo, da se davek ne dviga, ampak nekatere občine prihajajo do večjega priliva na ta način, da presporejajo pa drugače vrednotijo, okolje v svoji občini in jim dajo neke višjo vrednost točke in potem po kvadratih prideš v neki višji razred. Menim, da te možnosti so, drugače pa odvisno, kako bodo pristopili, kakšni davčni marketing bodo izvedli, o tem, kar nekaj govorim. Veste, če boš ti rekel, mi bomo zdaj obdavčili 0,3 ali pa 0,5, nekdo pa ve, da je do zdaj plačal 0,2, je to za njega 3-krat več in bodo skočili in potem se bo to začelo širiti in bo kot en ogenj po celi Sloveniji. Zato prav morajo to, kar že nekaj predlagam, videti, urediti po vseh občinah oba davčna vira in potem, ko se to zamenja, da je približno identična stopnja. Če se vrnem še enkrat na to zdravje slovenskih javnih financ, tudi sami ste omenili, demografija, staranje prebivalstva in tako naprej. Ne zgolj, da bo na primer 1 milijardo in 200 milijonov potrebno več letno za plače, moramo se sprijazniti, da bo potrebno precej več denarja vsako leto tudi zaradi pokojnin. Ali o tem govorite kaj, ne vem, ko se dobite s finančnim ministrom? Kje on tukaj vidi, da vendarle je treba nekoč povedati, kje bomo polnili pokojninsko blagajno, na primer? No, se jaz ne dvomim, da finančni minister razume zadeve, ampak vprašanje seveda je, koliko je v tem političnem kontekstu možno izvesti. Zato, kar se pokojninskega sistema tiče, je zadeva dokaj jasna. Na eni strani imamo prilive v pokojninsko blagajno, ki so odvisni od števila zaposlenih, njihovih plač in pa prispevne stopnje. Na drugi strani imamo izdatke pokojninske blagajne, ki so odvisni od števila upokojencev in od višine pokojnin. In pa seveda za ravnovesje je pomembno, da imeti nadzor nad razmerjem med številom tistih, ki prispevajo, pa številom tistih, ki dobivajo iz pokojninske blagajne. In ravno zato seveda je edini način, ki ne bi niti povečal bremenitev davkoplačevalcev in podjetij, niti ne bi znižal pokojnin, je pač v tem, da se to razmerje med upokojenci in zaposlenimi vzdržuje z dolžino delovne dobe. Življenjska doba se podaljšuje,
Zdaj celo se srečujemo vedno bolj z pojavi, ko se ljudje ne želijo upokojiti, pa se včasih celo morajo. In zato bi pač sistem, seveda ni nujno, da je tak tok, ko napolniš pokojninsko dobo, greš v penzijo, ampak sistem, ki bi omogočal tudi mehke prehode iz aktivnosti v pokojnino, učinek pa bi bil pravzaprav takšen, da vpliva koristno na prihodke javne blagajne oziroma na to ravnovesje. Zdaj, te stvari so znane. Tudi razni izračuni so že bili napravljeni leta 2016-2017 v Beli knjigi. Problem seveda se vedno pojavi pri politični volji, pri političnem konsenzu o tem, kaj je pač potrebno narediti, kdo je tisti, ki pri morebitnih spremembah potegne krajšo, in zaradi tega je pač za takšne spremembe potreben čas. Ampak zadnja resna reforma na tem področju je bila napravljena leta 2012. Takrat je bilo predvideno za približno 5 let. Zdaj je od nje minilo že skoraj 10 let, zahvaljujoč gospodarski konjunkturi in visokim prihodkom v zadnjih letih še ne vidimo kakšnih posebnih težav. Tudi upokojitvena starost in pa delovna doba se še nekoliko povišuje, tako da zaenkrat zadeve še funkcionirajo, ampak treba se pripraviti tudi na leto, 5 ali pa 10 let naprej, in zaradi tega je potrebno, da se čim prej zastavi pot naprej, da upoštevamo dejstvo, da ljudje živijo vedno bolj dolgo, da tudi javne finance to dolgo življenje na takšen ali drugačen način morajo suportirati preko pokojninskega, preko zdravstvenega sistema, ampak pomembno je, da smo na to pripravljeni in da nas ne bo nekoč kriza, ki jo je možno predvideti, presenetila. Zanimivo je sicer to, da so demografske grožnje Sloveniji, torej grožnje v narekovaju, ker torej dolgoživa družba je pravzaprav kvaliteta. Ampak te demografske grožnje so bile 2 ali pa 3 leta nazaj strani mednarodnih organizacij mnogo ocenjene kot mnogo težje, kot pa kažejo zadnje analize. Ampak zaradi tega so tudi ocene mednarodnih institucij slovenskih javnih financ, kar se tiče dolgoročne vzdržnosti, nekoliko bolj prizanesljive. Ampak vendarle, zaradi tega to ne pomeni, da lahko zapremo oči in pustimo zadeve takšne, kot so. Z reformami, s katerimi bomo ustregli zahtevam, potrebam dolgožive družbe, je treba začeti in jih izvajati, pri čemer pa je pokojninska reforma pravzaprav lažji del posla, težje zdravstvena. In zdaj se pa vrnimo na tisti temi, v kateri smo začeli. Zdaj smo pa pri tej davčni. Želel sem narediti tudi neko sliko, da sploh vidimo, kako je, o čem govorimo, kakšne so te finance. Potem pa pride finančni minister pa reče, zdaj bomo pa obdavčili sladke pijače. Lahko samo povem, da smo več let tudi v informativnih oddajah seveda računali, kakšen je multiplikativen učinek prevelike porabe sladkih pijač na zdravje, to seveda stane, ampak vendarle, a je to tista stvar, ki je bila potrebna, da se razburka, recimo, toliko smo poslušali, zdaj pripravljamo, zdaj vam bomo predstavili potem davek na sladke pijače. Ne vem, torej, kar se tiče sladkih pijač, bomo videli, kakšen bo uspeh glede povišanih cen, ampak jaz pravim, veliko bodo te cene korigirali trgovci, lahko bodo zadržali iste cene, kot jih imajo zdaj, pa z nekimi popusti, torej ne bo nekega velikega odstopanja, ker ti govorimo o minimalnih zneskih. Oni načrtujejo, da bo priliva več, da bodo ljudje pač nehali piti sladke pijače zaradi tega. Jaz mislim, da bi se to bolj reševati bolj preko Ministrstva za zdravje in s tam nekimi stimulacijami, nekimi, izobraževanja, pa ne vem karkoli, pa predstavitvami, kakšno slabost pomenijo na zdravje te sladke pijače, kot da se to povečuje davek, ampak normalno finančni minister gleda nek priliv, ki je pa, jaz pravim, 20 milijonov, to je tako zanemarljivo, da je škoda karkoli sploh početi. In za tega pravim, da
Glejte, veste kaj, ljudje so pričakovali, vidiš, da javnost govori, sladke pijače pa moramo obdavčiti in potem, če hočeš biti všečen, pač narediš zakon, da obdavčiš oziroma povečaš obdavčitev sladkih pijač, mogoče najdeš kakšno državo, ki je to naredila in potem to prodajaš, ampak čez nekaj časa bomo že sploh pozabili, da je DDV na pijače, na višji DDV za pijače, kajti v končni fazi, jaz, ki sem v praksi in ki se s tem ukvarjam in ki se ukvarjamo s tem dilemami, kaj je obdavčeno po nižji stopnji in kaj po višji stopnji, sem jaz nekako zagovornik, da bi bilo najbolje, če bi imeli samo eno stopnjo in bila zadeva zaključena. Zdaj so pa pri normirancih, tam smo pa spustili to stopnjo obdavčitve. Kaj to pravzaprav pomeni? Bili ste šef finančne uprave, tudi tukaj pri predstavitvi te spremembe smo slišali, s tem bomo preprečili zlorabe. A je bilo teh zlorab veliko? Torej, teh zlorab je bilo nekaj, prav gotovo. Zlorab, mogoče nekdo ne ve, kaj to pomeni, ampak nekateri so imeli normirane SP in so izstavljali fiktivne račune tistim, ki so rabili stroške v podjetjih, ampak ta zadeva je dokaj enostavna. Torej, ker ta, ki je stavil fiktivni račun, mora ta denar nekje dvigniti, da ga nekomu da nazaj. In to vse se vidi, torej banke poročajo Uradu za preprečevanje pranja denarja, Urad za preprečevanje pranja obvešča FURS in potem FURS pride v kontrolo, kar mi v praksi opažamo. Torej, te kontrole se dogajajo, res da z nekim zamikom, ampak se dogajajo. Zato jaz tega nikomu ne priporočam in zlorabe so bile, ampak ta razlog ne bi smel biti tako močen, da to narediš, zaradi tega, ker če jaz zdaj povežem to, kar so naredili, da so pa zmanjšali ta cenzus iz 100.000 na 60.000, pa iz 300.000 na 120.000 v 2 letih, so najbolj prizadeti. To je moj občutek, torej ne bom rekel občutek, to je tisto, kar vem, so najbolj prizadeti športniki. Torej športniki, potem neki IT strokovnjaki, ki so zdaj v Sloveniji in se bodo zaradi tega verjetno predstavili proti jugu, ker njim je vseeno, kje sedijo. Recimo Hrvaška ima nižjo dohodnino, Srbija ima nižjo dohodnino. Predvsem športniki. In zato me je presenetilo, glede na to, da je bil finančni minister v Parizu na olimpijskih igrah in je predsednik olimpijskega komiteja obljubil, da bodo poskrbeli za športnike, pridejo nazaj in potem dajo tak zakon ven, kajti vi morate vedeti, da do sedaj veliko športnikov imelo pač ta status športnika, ki ni klasičen SP, ampak je status športnika, dobijo odločbo na Ministrstvu za šport in so pač uveljavili te normirane odhodke do 300.000 v eni sezoni. Sedaj bo to, če ocenim, to bo podražilo stroške klubov, kar za enih 30-40%, če govorijo pa še več pri teh zadevah. Zato pravim, da to ne vem, zakaj so naredili. Potem je zmanjšanje iz 50 na 30.000, te nižje normirance, potem so zdaj naredili neki vmesnik, ker tisto, kar je v zakonu narobe in s čimer se jaz ne strinjam, potem se tudi napisal blog. Zakon nenehno govori, da se gledajo predhodnje 2 leti, ali si presegel ta cenzus, da počem začneš voditi knjige. Ampak v letu 2023 in 2024, ker še noben ni vedel, kaj bo leta 2025, so vsi lovili tisti cenzus 150.000 oziroma 300.000 v 2 letih in zdaj kar naenkrat bodo mnogi zaradi tega padali ven. Res, da so dali zdaj 45.000 evrov, pomeni, če se eno leto presegel, drugo pa nisi, imaš lahko 45 evrov, 1000 evrov, ampak jaz menim, da bi oni morali v tem prehodnem obdobju reči, v teh 2 letih ne bomo upoštevali nič, pustimo tako, kot je, in šele čez 2 leti bomo začeli gledati zadnje 2 leti, kajti ti ne moreš nekomu uvesti zakon in za nazaj vzeti neka merila pa neke metre. Tako da tukaj bo nekaj razburjanja, ga je že bilo, ker so pač mnogi klicali in sprašvali, tako da jaz ne vem, zakaj mi je potreben ta poseg, s tem, da moram povedati to, kar nenehno pravim, da sem jaz zagovornik že ves čas normiranega SP-ja na 50.000 evrov, torej na meji DDV-ja. Zdaj bo to šlo na 60.000 zaradi tega, ker normiran SP ali pa normiran pomeni, da imaš čim manj dela. Torej, ni mi treba voditi knjigi, ni mi treba ničesar in zaradi tega je ta normiranost takšna. Torej, mi, ki smo starejši, mogoče to poznamo še iz časa Jugoslavije, ki smo imeli tudi pavšaliste in tako naprej in smo gledali to zadevo na ta način. Sedaj se je pa tale zadeva malo, bom rekel, izjalovila, ko je bila ta povečana znesek na 100.000 in zdaj bo to težko. Enkrat ti nekaj daš, ko spreminjaš, je potem to težko vzeti. Vi ste omenili športnike, sam bi dodal morda res IT-ovce oziroma ta kader, ki ga Slovenija tako krvavo potrebuje. Tudi to so bili ti fantje in dekleta, ki so praktično delali, pa niso imeli knjig, ker jih niso potrebovali. Oni nič ne ustvarjajo, oni samo delajo svojo intelektualnostjo, intelektualno lastnino. Koliko bo to zdaj njih prizadelo? To je nekaj, o čemer smo veliko govorili, da jih je treba zadržati. Prav gotovo prizadelo. Zdaj, kaj bodo naredili, jaz ne vem, ampak ravno zaradi nizke dohodnine je Beograd postal center teh IT-ovcev, ker so pač tam dol. Oni imajo recimo med letom pri plači 10% dohodnino, pol konec leta, kad delaš, zdaj dobijo informativni izračun, če presežeš 6-kratnih, pač greš do 25%, ampak hočem reči,
Glejte, če bi vi bili neki IT-ovc in imate dogovorjeno za neko ameriško, IT firmo 200,000 na leto, normalno bi takoj preračunali, ker pri nas vam bo ostalo, 90,000, nekje drugje vam bo ostalo pa 150. Prav gotovo se boš preselil ali boš pa rekel, da si dol zaposlen, pa tukaj delaš, pa zdaj to lovite, jaz to nobenemu ne priporočam. Zato pravim, da mi enostavno nismo zanimivi, ker uvajamo same take zadeve. Pri nas je to zelo enostavno uvesti, zato ki ti rečeš, obdavčili bomo te bogate lumpe, ne? Ampak jaz zmeraj pravim, da ti bogati plačajo največ dohodnine. Gospodarstvo, ko sem sam bral zdaj odzive seveda na ta predlog ministra Boštjančiča, je tudi reklo, s tem novimi spremembami tudi v neenakopraven položaj postavljate slovenskega, pa potem tujega delavca, naprimer. To je ravno to, ne? Ta slovenski delavec torej zdaj gleda, kaj se mu bo spremenilo, medtem ko nekdo, ki je v tujini, pa reče, pridi k nam. Hrvatje, na primer, so to poletje imeli veliko debat ravno o tem, da bodo skušali svoje to okolje finančno še bolj prilagoditi prihodom. Ampak gledajte, Hrvatje, recimo zdaj kar nekaj upokojencev slovenskih, kar jaz poznam, se preseli na Hrvaško. So se upokojili, imajo podjetje, kajti mi imamo pri nas 15 let moraš biti lastnik, da potem nimaš kapitalskega dobička obdavčenja. Hrvati imajo to 2 leti. Mi imamo obdavčene dividende 25%, Hrvati imajo 10 plus prirez, mi se so zdaj dali na 12. Ne. Dohodnino imajo maksimalno 30-35, mi imamo 50. Meni to je vrsta zadev, kjer se nekdo odloči, da se mu celo splača preseliti pa iz Zagreba ali pa iz Samoborja ali pa kjerkoli voziti v Slovenijo v službo, če delaš dol nekje, bom rekel, bliže hrvaški meji. In tukaj mi tudi izgubljamo. Mislim, da bi mi pridobivali zavezance, mi izgubljamo. Ne? In pri nas enostavno tega ne razume. Jaz vem, ko sem kot član predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo želel uvesti 6. dohodninski razred, ki bi obdavčen 10%. So me večina medijev pa sindikati napadli, koliko se spomnim, da želim bogataše obdavčiti 10%. Ampak mene preseneča, da nihče od njih ni dojel, da je vstopnica v teh 10% 490,000 evrov. Toliko dohodnine moraš plačati, da prideš gor. In v tistem času je ena študentka delala eno diplomsko nalogo, mislim, da je bil seminarska, kjer je ugotovila, da je teh v Sloveniji v tistem času bilo 12-13, ki so bili čez milijon. Ampak s tem bi mi privabili lahko bogate, menedžerje, bankirje in tako naprej, da bi živeli v Sloveniji. Imamo 2 letališči. Veste, ljudje se premikajo. Mi imamo mariborsko letališče, ki je neizkoriščeno. Zakaj ne bi nekdo priletel v Maribor, kupil stanovanje v Mariboru, tam živel, pa odletel in tako naprej. Ampak težko se je pogovarjati, ker ti to vse nekdo povozi, ki reči, želite bogatašem na nižjo obdavčitev. Če grem na fiskalni svet, pa bi se dotaknil tega, kar je zdaj govoril gospod Simič, pa še marketinga, ne? Ko vi poveste te številke, kakšne so in tako naprej, je res v medijih vedno tako, da rečemo, ja, sej bo pa dal več tisti, ki ima več, ne? Ampak a je tudi, ko je govora o zdravju slovenskih financ, morda slab marketing, da bi bilo potreba več povedati o tem, kaj to pomeni, da če bomo imeli dobre javne finance, to pomeni boljše šolstvo, zdravstvo, a ne, javne finance se seveda polnejo pa iz davka. Dobro, zdaj težko govorimo o marketingu, ampak pomembno je, da finančna oblast, torej da vlada ustrezno komunicira vse tisto, kar mora uvesti. Namreč tako je, če želimo imeti vzdržne javne finance, seveda želimo, se druge alternative ni, je seveda potrebno na eni strani pobrati dovolj davkov, na drugi strani pa dovolj racionalno ravnati na strani porabe. Niti eno, niti drugo ni a priori priljubljeno pri državljanih. Ne? Nihče ne plačuje davkov s kakšnim velikim veseljem, pa nihče ne vidi rad, da pravzaprav njegovi viri dohodkov tam iz kakšnih subvencij, da so ogroženi. In ravno zato je potrebno, da je situacija na fiskalnem področju pregledna. Torej, jaz zato ne bi govoril o marketingu, pa o vseh tistih metodah morebitne manipulacije. Ampak enostavno to, kar je potrebno, je preglednost javnih financ. Potrebna je tudi, rekel bi, dovolj visoka
stopnja politične zavesti, ozaveščenosti, da tudi vemo, da se lahko odločimo za višji socialni standard, kar pa pomeni višje dajatve. Ali za nižje dajatve, kar pa seveda pomeni, da se lahko to pozna na socialnem standardu. Ampak to so strateške politične odločitve, ki morajo biti dobro pripravljene in tudi dobro skomunicirane. Ampak zdaj se nam pa na primer zgodi, ko ste rekli strateške politične odločitve, to je dnevna aktualna tema, ki pa nastane milijone, a ne TEŠ6 na primer. To je bila strateška odločitev leve, desne vlade, da to potrebujemo, potem pa se nam zgodi, da pride minister pa reče, če ne bo nove državne pomoči in prestrukturiranja, bo šel TEŠ v stečaj, govora je 150 milijonih evrih, pa pred nami pa nova investicija v jedrsko elektrarno v drugi blok. Kako naj torej ljudje zaupamo, da bo ta denar, o katerem govorimo pa o milijonih, milijardah, potem dobro uporabljen? Težko jih bo se pripričati, ker če se pogovarjaš skole med ljudmi, nihče več ne verjame ničemer. Zmeraj bodo govorili, da je poraba prevelika, da so neracionalni nakupi, ne bom zdaj omenjal, kateri vse, in tako naprej. Res je, da državna uprava rabi, bom rekel, sodobno opremo in tako naprej. Jaz, ker sem bil in v Srbiji in v Sloveniji, bom rekel, direktor finančne uprave, v Srbiji smo zamenjali 6500 računalnikov, v Sloveniji zdaj, ker sem bil nazadnje 3000 računalnikov. Zato, ker so računalniki stari, zaposleni niso mogli z njimi delati normalno, ker so bili stari po 10 let in še več. To potrebujemo. Ne potrebujemo pa neke brezvezne nakupe. Zdaj TEŠ6 se ne spoznam in o njemu tudi ne želim govoriti. Vem, da so tudi govorili, da je bila pač suša, da se je pač reševal in tako naprej. Torej, takrat se je nekdo odločil za to, a bo zdaj nekdo odgovarjal ali ne bo, to se tudi ne bom spuščal, ker imamo mi veliko takih zadev, pa nihče nikoli ne odgovarja. Če pa gostinec ne izda en račun za 2 evra za kavo, pa dobi kazen 3000 evrov. To hočem reči in jaz se tukaj zmeraj zavzemam za to, da imamo odgovornost tudi na drugi strani. In če bi nekdo na drugi strani odgovarjal, bi krepko razmislil, a se bo odločil za neko investicijo, a se ne bo odločil za neko investicijo. Danes pa ti veš, da se danes lahko odloči za neko investicijo, čez 4 leta me mogoče več ne bo v vladi, bo že vse pozabljeno, nihče me ne bo preganjal in tako naprej in tako naprej. In zato gre to s tako lahkoto. Zato pravim, da bi morala biti tudi neka odgovornost, da vsak preden podpiše, da ve, da lahko odgovarja, ker je nekaj podpisal, kljub temu, da ima tam ne vem koliko toliko nasvetov, ampak on je tisti, ki da zadnji podpis. Pri nas pa tega ni. Zdaj bo nekdo rekel, da to drugje ni, ampak končno je to denar davkoplačevalcev. In davkoplačevalci dajo ta denar. Je pa res, da ljudje lažje razumejo, da smo izgubili 1,5 milijarde ali pa 1,2 milijarde, kot pa da razumejo, da nekdo ni dal račun za 20 evrov. Torej, za njih je hujše, da nekdo ni dal račun za 20 evrov, ker se tudi v javnosti tako predstavi, kot pa da je tam, ker to je že tako velika številka, da si sploh ne morajo predstavljati, kar pomeni. Zato jaz včasih preračunavam, tako kot sem nazadnje v enem mojem blogu preračunal, s tem, ko je bilo odvzeto zavarovalnicam tole prostovoljno zavarovanje, je šlo 240 milijonov, je bilo predvideno za izgubo, ki jo bo naredila država, zavarovalnicam so počitali dobiček. Plus tega so zdaj izgubili to, da jim morajo dati še 33 milijonov in ker sem šel to preračunavati, teh 273 milijonov, po 300 000 ena hiša za poplavljanje, je to bilo 911 hiš. Ampak v demokraciji je za napake vedno kriva ona prejšnja vlada. Ja, tako. Pa če se dotaknem teh zavarovalnic, to je tudi del fiskalne politike pa tega. Je to zdaj spremenilo to sliko? Vlada nam je rekla, to vam bomo mi zdaj plačali za to, da vam ne bo treba, da ne bodo služile zavarovalnice, ampak na koncu se je ves ta strošek prenesel pa na državo, ne? Na nas. Pa potem seveda spet nazaj na nas. To bi rekel tako, zopet ta prispodoba, pot v peku je tlakovana z dobrimi nameni. In ne vem sicer, kakšni so bili dobri nameni pri tej ukinitvi participacije, kar je v bistvu bila osnova za ukinitev tega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ampak kakorkoli, to je samo še povečalo zmedo na zdravstvenem področju in imamo na eni strani dolge vrste pacientov, ki ne pridejo na vrsto, imamo stavko zdravnikov, ki niso zadovoljni s svojo pozicijo, imamo vedno več obvestil o tem, kako zastarela oprema je, po drugi strani pa imamo stopnja rasti izdatkov za zdravstvo se povečuje mnogo hitreje kot pri drugih izdatkih. Kaj pravzaprav to pomeni? Končam z vprašanjem.
Pa še za tež bom vendarle vprašal, ko govorimo o milijarda pa pol investicij, pa ko govorimo potem o 200 milijonski izgubi, pa zdaj prenosu na SDH, torej na državno podjetje. Je tu tudi nekaj, o čemer, ko govorimo o fiskalni politiki države, pa o zdravju javnih financ, ko rečeš pa poslušajte, fantje, sej vi pa zdaj tle samo prenašate, govore pa v bistvu o večji sliki o energetiki, ki je osnova tudi za gospodarstvo. Ne? Torej, na koncu ima vsak problem tudi svojo fiskalno plat. Torej, tako je T6 ali pa Litijska 51 ali karkoli, na koncu je pač se pojavi tako velik problem, da ne gre drugače, kot da ga reši država za svojimi financami. In zato je pomembno zdaj, napake se ne smejo dogajati, ampak se kljub temu, kot vidimo. Ne? Ampak na drugi strani je pomembno, da se fiskalna politika ščiti, ne more se pred napakami, lahko pa pred posledicami, z zadostnimi rezervami, z tem, da preprečuje sprejemanje zakonov, ki pomenijo dolgoročne obveznosti za državo in za njeno porabo. Torej, fiskalna politika je tam, lahko rečemo, na koncu vseh politik, ampak vendarle pomembna in vendarle moramo na začetku, ko se odločimo, kako daleč bomo popustili nekim plačam v javnem sektorju, moramo vendarle vedeti, da je na koncu to fiskalni problem in problem fiskalne stabilnosti. Samo na računalnike, da se malo pošalim, saj nekaj jih imamo v skladišču, pa bi mogoče, če ne bo kakšnega povpraševanja na Fursu, bi pa prav prišli, pa še kje, ne, tudi na policiji. Ne, tisti so preslabi za to. Zdaj pa drugo vprašanje, če vendarle govorimo o davkih, gospodarstvo je vendarle pričakovalo, ne, da bo ta vlada pa pomagala gospodarstvu morda s kakšno olajšavo, ko govorimo o teh plačah, ki so najvišje, da bi bile manj obdavčene, to pomeni, da bi morda privabili več strokovnjakov, potrebujemo jih v farmaciji, vemo, da so velike investicije, pa vprašanje, kdo bo delal, ne, potrebujemo jih v IT-ju, pa tudi nimamo dovolj strokovnjakov. Kaj je tisto, kar mora minister vendarle narediti do konca mandata? Torej, če boste zdaj ministra vprašal, on bo rekel, vse smo vam dali olajšavo za zeleni prehod in digitalno prehod, smo vam dali, prej ste morali pokriti v enem letu, zdaj lahko pokrijete v 5 letih. Ampak istočasno so pa pokrivanje izgube omejili na 5 let, ki je bilo prej brez omitev. In tisto, kar mene razočara, da nekdo misli, da je izguba nekaj, kar ti je bilo podarjeno. Izgubo sem jaz ustvaril in enkrat jo hočem tudi pokriti. Ne morem jaz imeti izgubo, začel sem poslovati, toliko in toliko let imam izgubo in potem mine 5 let in ne morem več pokrivati, oziroma zdaj v prehodnem obdobju je pač 7 let. Tako da gospodarstvo je pričakovalo več. Kaj smo dobili? Mi smo dobili konec leta 2022, torej dobili smo zvišanje davkov dohodka pravnih oseb iz 19 na 22, kar bi lahko ostalo 19, ali bi ga pa lahko še zmanjšali, da bi privabili, bom rekel, tuje. Če grem spet na Hrvaško, Hrvaška ima davko dohodka 18%, za podjetja do 1 milijona 9%, Madžarska ima 9%, mi pa 22%. In zdaj, kje bo en tuj šel odpirati podjetje? V Slovenijo na 22%, niti slučajno. Zato pravim, in gospodarstvo tukaj, tudi sam sem gospodarstvo, smo pričakovali več. In to je eno veliko razočaranje. Zaradi tega sem jaz že rekel, bom rekel tudi gospodarstvenikom, pride vas 500 na gospodarski vrh. Zakaj finančnega ministra ne vprašate, kdaj bo kaj naredil? Ampak naj neki obljubi ne naredi. Ne pa, da govorimo o finančnem ministru, pa predsedniku vlade. Ker gospodarski minister vem, da se bori, ampak mu ne uspe, ker je sam tam not, ki želi gospodarstvo dobro. Pomeni, naj pove, kaj bo naredil. Ne pa, da pride tam pa reče, mi bomo do februarja naredili vse. Pride februar, pa spet nič. A lahko pod vprašanje postavim, če pa pogledamo naprimer finančna poročila slovenskih družb, bank, gospodarstvo, pa vidimo, da jim gre vendarle odlično. Če pa potem še primerjamo, to je seveda odvisno, kdo kje pogleda davčno stopnjo obdavčitve slovenskih podjetij, pa ne vem, z Nemčijo, ki je višja, pa potem rečem, pa kaj bi še radi, pa saj je v redu. Veste, zdaj vas bom drugače vprašal, tako kot moje stranke, ne? Mi imamo obdavčitev kapitalskih dobičkov že leta in leta. Veste, ker pride danes meni, ker nekdo pogovorimo o starejših ljudeh, on ne more verjeti, da mora plačati 25% za prvih 5 let. A veste, če vi veste, da imamo mi danes 22% davko dohodka pravnih oseb, pa imamo 25% davk na dividende, to pomeni, če stamo to skupaj, to pride nekje na 41%. Pomeni, jaz kar zaslužim 100%, torej 100 enot, 41 mi vzame država. Meni ostane 61, govorim kot fizične osebi, ampak to je dobiček. Če jaz grem gledati recimo čist
prihodke svojega podjetja, nekje cirka 1/3 vseh prihodkov mojega podjetja gre za davčne obveznosti, prispevke in tako naprej in tako naprej. Pomeni 1/3. Ostaneta ti 2/3 za plače, za najemnine, za nabavo blaga in tako naprej in tako naprej. In potem moraš priti do dobička. Podjetja so poslovala, torej kaže se dobro, ne, zdaj odvisno, katera podjetja, to bi morali narediti analizo, potem videti, a je ta dobiček velik zaradi tega, ker so neka velika podjetja, ki so imela prej velike olajšave, pa izgube, pa jih ne morejo več pokrivati, ker so jih porabili, imajo zaradi tega dobiček. Kajti, ko je bilo pred leti govora, da je efektivna stopnja obdavčitve davkom dohodkov 11%, ne, to vem, takrat Levica veliko o tem govorila. Ja, jaz sem šel potem gledati bilance 3-4 velikih podjetij, ki sem predvideval, da imajo velike olajšave. Oni so imeli davčno osnovo nič. Imeli so visoke prihodke, ampak imeli so tudi veliko olajšav, zelene, ono, tisto, in so pač pokrili. Ampak enkrat, ko to zmanjka, potem odletiš dobiček. Tako da v tej zadevi bi jaz moral videti, od česa je to, a so to ta mali dobro delali, ali je pa se zgodilo tistim ta velikim, da nimajo več toliko olajšav za pokrivanje pa izgub. Velikokrat ste v pogovoru danes rekli, pa zdaj, ko ga zaključujemo, se bom tja vrnil. Zdaj nam gre dobro, vendarle pa je treba biti pripravljen na čas, ko nam morda ne bo, ko ne bo čas konjunkture, pa bo, zdaj imamo naprimer pod 1% inflacije, gospodarska rast se napoveduje, da kar dobro. Je to, da bi vendarle gospodarstvo dalo še več, če bi tudi finančno ministrstvo bolje poslušalo, dobro za javne finance ali ne? Se odgovor je jasen, ampak vendarle ga moram postaviti. Ne? No, dobro za javne finance je vedno, kadar pride do konsenza, kadar pride do ugotovitve skupnih interesov. In da mogoče omenim to, ne, kakšna je percepcija Slovenije in slovenskih javnih financ pri tujih investitorjih. Zaenkrat so bonitetne ocene stabilne. Pričakovana stopnja donosnosti je sicer nekoliko nad nemško, ampak še vedno bistveno pod italijansko. Tako da tudi z tega mednarodnega vidika oziroma vidika pozicije države na mednarodnih trgih tudi stvari se ne kažejo kot problematične, ampak vedno je pa tukaj problem, to je tudi naša izkušnja izpred 10 oziroma nekaj več let, je pa to, kadar se pa pojavi problem, pa je reakcija finančnih trgov nelinearna. Torej ob majhnem problemu se pojavi povsem nasprotnem pričakovanju na finančnih trgih, naenkrat tudi po 2-krat višji donosnosti ni mogoče prodati dovolj obveznic, ali pa je sploh problem z njihovo emisijo. In zaradi tega je vedno zanašati se na kratkoročno, pa tudi na to, da bomo pravočasno predvideli, če bo šlo kaj narobe. To enostavno ne gre. Mi moramo vedno znova in vztrajno oblikovati rezerve. Sicer je treba omeniti, da Slovenija trenutno ima tudi proračun dovolj visoke likvidnostne rezerve za naslednje 2 do 3 leta, tako da glede tega je pozicija še vedno dobra. Hvala lepa obema za obisk v studiu, pa vendarle mislim, da vlada potrebuje več marketinga, potem pa še tudi več uresničenih obljub, pa bodo vsi bolj veseli. Hvala lepa še enkrat. Prosim. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. To je bil finančni podcast SBC, Kluba slovenskih podjetnikov, o zdravju slovenskih financ, o davčni reformi, pa čeprav samo o bombončkih oziroma sladkorju v pijačah, ampak verjamem, da bomo o davkih in o tem govorili še velikokrat v letu, ki se izteka, pa tudi potem do konca tega mandata. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast Kluba slovenskih podjetnikov.